Na včerajšnji seji odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje smo obravnavali zahtevo naše poslanske skupine po vprašanju političnih pritiskov na tožilstvo. Politični pritiski na tožilstvo so se dejansko začeli 8. julija lansko leto v obravnavi poročila o delu tožilcev za leto 2008 in že takrat se je pokazalo, da je pravzaprav vzpostavljena sprega med Zaresom in LDS-om, ki namerava izpeljati postopke odstavitve generalne državne tožilke. Kot veste, je bila tista seja prekinjena, nekajkrat preložena, vmes je stekel nadzor nad ljubljanskim tožilstvom. Ta nadzor je pokazal, to je bil ministrov nadzor, da je šlo tam za manjše administrativne nepravilnosti. Te manjše administrativne nepravilnosti je minister Zalar razglasil za hude kršitve zakona in lomljenje hrbtenic tožilcem. Takrat je rekel tudi to, da tožilcem podeljuje rumeni karton. Seveda je sledilo izdajanje tako imenovanega obveznega navodila tožilcem, pri katerem pa se je pokazalo, da mu nasprotuje tako tožilska organizacija in v končni fazi mu je nasprotovala tudi služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Ta služba je povedala, da to navodilo ni potrebno, da nima zakonske podlage in seveda, da posega v zakon o tožilstvu, kot tudi v državno-tožilski red. Minister Zalar je to navodilo kljub temu izdal. Sledil je tisti znameniti klic predsednika vlade Pahorja, generalni državni tožilki, v katerem je sporočil, to je bilo pred nekaj več kot mesecem dni, da želi, da ostane na svojem položaju do konca mandata. Seveda je takrat sledila tudi seja odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, na katerimi je Cveta Zalar Oražem, vodja poslanske skupine Zares, sporočila, da želijo to sejo čim prej končati in da bodo glasovali proti svojemu lastnemu sklepu, ki se je glasil, da želijo to poročilo obravnavati na plenarni seji državnega zbora. To se je tudi zgodilo. Tako rekoč sami so glasovali, koalicija sama glasovala proti svojemu sklepu. Potem je sledil odstop Blanke Zobec-Hrastar, vodje oddelka, posebnega oddelka pri tožilstvu, kjer je navedla, da je generalna državna tožilka Barbara Brezikar komunicirala mimo nje s podrejenimi policisti in to je označila za nenavadno. Minister Zalar je to razglasil za protiustavno delovanje generalne državne tožilke in za hude kršitve zakona. To je sporočil tudi predsedniku vlade dne 11. marca. Včeraj sem ga 7-krat vprašal, naj mi pove, kateri člen ustave je bil kršen in na to vprašanje tudi po 7. mojem vprašanju ni podal odgovora. Tako minister Zalar kot gospa Zalova trdita, da je tožilska organizacija samostojna in neodvisna in da to piše v ustavi. To seveda v ustavi ne piše. V 135. členu ustave piše, da je tožilska organizacija tista, ki preganja kriminal, ki vlaga obtožnice. In ne govori ta člen o samostojnosti in neodvisnosti tožilstva. Torej, minister Zalar ni mogel odgovoriti. Saj je on sam tisti, ki je predsedniku vlade podajal neresnice v zvezi s tem. Tudi tožilci so včeraj zelo jasno povedali, gre za vrhovne državne tožilce. V 35 letih dela, je povedala gospa Pajenkova, nismo nikoli doživeli takih pritiskov na tožilsko organizacijo, kot jih imamo sedaj. Sejo smo včeraj prekinili in jo bomo nadaljevali ob prvem možnem terminu. Situacija je pa na tem področju dejansko taka, da LDS in Zares skušata odstaviti generalno državno tožilko izključno zaradi zadeve, ne samo izključno, ampak v prvi vrsti jim je interes pomesti pod preprogo to, kar se je dogajalo v zadevi Baričevič. Namreč tudi včeraj se je jasno pokazalo, da je minilo kar dobrih 5 ur in pol,
od prihoda na kraj, ko so policisti kriminalisti prišli na kraj, do takrat, ko je bilo tožilstvo obveščeno o sumu kaznivega dejanja. Drugi člen zakona o policiji je pa zelo jasen, odstavek številka 2 in 3. V času, dokler tožilec ne prevzame primera, je ministrica tista, ki usmerja in nadzira policijo. To pomeni, da si je ministrica vzela 5 ur časa, da je usmerjala in nadzorovala policijo, šele na to je bila obveščena sodna veja oblasti. Seveda je lahko vprašamo, zakaj pa, gospa ministrica?